Pozdravljene in pozdravljeni na tokratnem malo drugačnem Parada povezuje dogodku. Danes z naslovom Trash, torej smeti, naslavljamo temo okoljevarstva. 22.4. namreč obeležujemo Dan Zemlje in to priložnost želimo izkoristiti za to, da vam pokažemo kolekcijo naših bolj in manj spretnih tutorialov, kjer recikliramo, zero wastamo, popravljamo in ustvarjamo nekaj novega iz stvari, ki bi sicer postale smeti. Jaz bom naredila nekaj preprostega, level 1, z mislijo na poletje. Puli, ki ga imam že od osnovne šole in je dobro ohranjen samo zato, ker ga pač ne nosim, bom spremenila v kos poletnega oblačila. Po principu, če lahko jaz, lahko kdorkoli. Nimam šivalnega stroja, nimam nobene profi opreme, imam samo poceni šivalni pribor in rada bi pokazala, da se da tudi tako. Medtem ko me opazujete pri nespretnem šivanju na roke, kako je LGBTIQ+ aktivizem sploh povezan z okoljevarstvenim gibanjem? Veliko študij ugotavlja, da smo queer osebe pogosteje vpletene v okoljevarstveno gibanje kot ostale. Razlog za to bi lahko bil v tem, da smo bolj pozorne in bolje zaznavamo socialne neenakosti. Če odraščaš queer, neizogibno boljše razumeš skupine, ki so zatirane na podoben način. Želimo pomagati in zaščititi druge ter se boriti za tisto, kar je prav. In edini način za to je, če gremo proti mainstreamu. Borimo se proti zatiranju, ali je to homofobija, bifobija, transfobija, rasizem, specizem. Če se združimo v boju proti tem zatiranju, bi to morali storiti za vse. Tako okoljevarstveno kot LGBTIQ+ gibanje bi lahko doseglo spremembe, ki bi izboljšale življenja milijonov. Kako pa podnebne spremembe vplivajo na LGBTIQ+ skupnost? Marginalizirani ljudje po vsem svetu so najbolj ranljivi za posledice okoljske škode. LGBTIQ+ osebe so bolj ranljive za brezdomstvo, saj so pogosto prisiljene zapustiti domove zaradi konflikta z družino ali nasilja, ki ga doživljajo doma. Prav tako so zaradi diskriminacije bolj izpostavljene prekarnim gospodarskim in fizičnim razmeram. Z negativnimi podnebnimi spremembami, ki se vedno bolj stopnjujejo, torej naravne nesreče, povišanja temperature, onesnažen zrak, bodo še bolj prizadete brezdomne osebe oziroma tiste z neustreznimi stanovanjskimi situacijami. Socialno ranljive skupine so zato velikokrat skrita žrtev podnebnih sprememb. Ker nismo svobodni, dokler nismo vsi svobodni, zato se okoljevarstvo tiče vseh nas in vpliva na nas vse. Vabim vas, da v komentarjih zapišete kolektive, prostore, trgovine, osebe, ki reciklirajo, upcyklirajo, zero wastajo, se nasploh ukvarjajo z nekimi konstruktivnimi okoljevarstvenimi prijemi in povabite gledalce in gledalke tega videa, naj jih podprejo.
V nadaljevanju boste lahko videli tudi nekaj drugih posnetkov, ki so jih pripravile za vas naše prijateljice, osebe iz skupnosti, osebe iz naše ekipe. Upam, da bodo koristni in vabim vas, da delite tudi vaše najljubše tutoriale in vaše najljubše prakse recikliranja ali druge načine skrbi za okolje. Vabim vas, da naredite, kar lahko. V našem kratkem videu smo vam pokazali, kako prepikano zračnico spremeniti v unikaten pas in s tem odsluženemu predmetu podarili novo življenje. V društvu Gumb radi raziskujemo različne odpadne materiale, a še raje bi videli, da bi jih bilo manj ali pa da jih sploh ne bi bilo. Ena največjih neumnosti današnjega časa je, da iz trajnih materialov izdelujemo stvari za enkratno uporabo in s tem proizvajamo gore odpadkov. A če želimo te gore zmanjšati, nažalost ne bo dovolj, da tu pa tam kakšen predmet ponovno uporabimo. Do sprememb pa bo prišlo, ko se bomo odločili, da želimo izdelke iz trajnejših in kvalitetnejših materialov. To pa se lahko odločimo le vsi skupaj, kot družba. Mi smo za, pa ti?
Meni se zdi blazno potratno, kako danes za vsako stvar, ki jo hočemo imeti, prvo stvar, ko pomislimo, da si jo gremo kupiti. Mislim, to je grozen koncept, ki nam je bil vcepen v glavo. In eno sekundo prej vržeš proč eno stvar in naslednji dan jo greš kupiti v malo drugačni obliki v trgovino, mislim. In potem se prevažajo te stvari z drugega konca sveta sem in potem, ko jih ti odrabiš, se iz smetišča na drugi konec sveta peljejo, zato da jih tam najstnik razstavi. Mislim, bolano, popolnoma bolano. Jaz mislim, da bi mogli že v samo izobraževanje ljudi v družbo vcepiti koncept, da je treba stvari uporabiti, dokler se jih da uporabiti, popraviti, predelati, prilagoditi svojim potrebam, zato ker tudi povprečen produkt, ki ga dobiš na trgu, sploh ni primeren s tvojim potrebam. Je kar nekaj, približno to, kar rabiš in probaš se prilagoditi, predvsem na slovenskem trgu, ko je zelo omejen. In pa zakaj pač, in potem poleg tega, da je še ta stigma, kako je težko delati stvari, kako ženske ne smejo delati, zato ker to je eno delo za fanta in kaj jaz vem, kakšne druge neumnosti še poleg. In potem ustvariš posameznike, ki se bojijo prijeti eno stvar v roke in jo razstaviti, ker boh ti vedi, če jo bom pokvaril. Maj že je pokvarjena, kaj ćeš pokvariti? Vsem se zelo radi polomijo, se mi zdi, telefonilci za telefon. In jih stalno zamečemo proč, kar je načeloma škoda, ker so kar enostavni za popraviti. Eni so sicer iz tako slabih materialov, da ti potem na koncu ne rad tega popraviti. Ampak če jih 50% popraviš, če ti ne delajo, je že nekaj. Zdaj imamo en kabelček, ki ne dela, eno teh multikabelčkov, ki jih ponavadi dobiš. Ta tudi ne dela. Ta je USB, pa nek stari USB 2, ali kaj je to. Mali, tukaj je pa eden, ki je za iPhona, pa za tale standardni mikro USB. In tisto, kar potrebujemo, je kakšen šraufenciger, spajkalnik pa multimeter. Če nimate, lahko greste sem, kaj izmeriti. Prva stvar, kar se ponavadi naredi, kar se fulkrat zgodi, je, da so samo kovinski zatiči, kjer pride v stik z USB-jem in s telefonom zasvinjani. Tako da vzeti čim manjši šraufencigerček ali pa nekaj kovinskega špičastega, ne imeti v elektriki seveda. In tukaj, kjer je USB, so 4 črtice na spodnji strani, tam kjer je plastika. In se jih malo tako popraska, da vidi, da je nekakšna svinjarija se gor nabrala. Ali pa oksidacija, mislim, ali karkoli drugega, mast, sladkor, ker se ti nekaj enkrat polira na kabel, ne, karkoli. Zgodi se, da se ta stvar zapoca in da potem ne prevaja in ti misliš, da ti ne dela kabel, v resnici pa sam pin, tale konektorček umazan, ne. Ok, zdaj smo to, recimo, da smo to nekako počistili. In še tukaj, kjer gre noter telefon, se malo spraska zunanjo površino, da pride spet do prevodnosti. Evo, in lahko ga preverimo, če slučajno že zdaj dela. Pri teh, ki so del, kjer je USB, če rabiš kabel samo zapolniti, ne za podatke, te zanima samo prvi pa zadnji, prvi pa četrti, ne. En je pač, ta na tej strani je ponavadi rdeč, ta na tej strani črn. In se ga poveže na kabel na drugi del, kjer je ta konektor. Ostale dva, ki sta na sredi, nas načeloma ne zanimata. Zdaj lahko vidimo, če slučajno je bilo samo to, da je bil umazan in je začel delati, tako iz radovednosti. Je bil samo umazan, zdaj dela. No, ampak ga bomo vseeno razšraufali, kaj pa, če bi se zgodilo, da ne bi bil samo umazan in da ne bi delal. Ali pa zato, ker tam je ta kabelček prekratek, na primer, ne. To nam je kratko, jaz hočem imeti dolg kabel. In kaj bomo naredili? Ta tudi ne dela. Tega bomo tudi tukaj spraskali na pinih, da vidimo, če zaradi tega ne dela.
No, drugače to, da probate kabelčke spraskati, tele konektorje, to je tako polkrat reši situacijo, na resnici sploh ne so bili kabli slabi, ampak so bili umazani. Če se pa dogaja tisto, da ko ga premakneš, se prekine tok, to pomeni, da je nekje v notranjosti kabla nekaj narobe z njim. Zdaj, če je nekaj narobe v notranjosti kabla, lahko ti ga prerežeš na pol in vidiš, kakšna polovica dela, ali pa ga prerežeš nekje, ne vem, na začetku, na koncu in upaš, da je tisti daljši del, ki se ga odrezal tisti, ki dela, ne, tako da tukaj. Ne vem, kdo ima raje kakšno statistiko, ne, ampak recimo, da bom jaz zdaj optimist, ker dostikrat se tukaj pri tem modelu tudi kabli polomijo, zato ker so najbolj pod udarom, ne. Bom jaz kar tukaj prerezala, vidimo, če bo delal. Drugače, ponavadi jaz na polovici prerežem, ampak recimo, da hočem zdaj imeti čim daljši kabel in da bo zaradi tega žrtvovala malo hitrosti. Ko ti olupiš te kable, imajo en kup nekega tega grounda okoli, torej nekih takih samih žičk, ki štrlijo. Okoli je tale ground, ki so ful nekih dlačic po sebi, potem je taka prevlekica, ki je en tanek, ki izgleda kot neka alufolija in potem imaš noter ta je ta stari USB, bi mogli biti 4 ali 3 so. Ta zelen nas ne zanima, nas zanimata nas bel pa rdeč, ne. Zelen ga kar stran porežemo. Oziroma bomo videli, če je ground pa rdeč, odvisno koliko je star kabel. In zdaj preverimo, kjer gre kable. Tega tudi odrežemo, ker bomo obdržali ta zgornji del. Zdaj vidimo, ta naš kabelček, ki nam je rabil, ne. Tale dotičen kabel, ki ga zdaj delam, ne, je pač ta za iPhone polnilni, ker pride meni prav, pa tega nikoli nimamo. Ima eno črno pa eno rdečo, ne. Zdaj, te barve so povsod enake, lahko je črn pa bel, lahko je črn pa rdeč. Načeloma delujejo vsi po istem sistemu, niso random, ne. Tako da, če vidiš na enem, je pri drugem isto, ne. In jaz se tudi dostikrat ne zapomnim, zdaj, kjer je na levi črn, na desni črn, na pamet, se spomniti, kdo si zdaj izmislil ta konektor in zakaj je postavil nekdo na eno stran in je pač en podatek, ki ga ne moreš z logičnim sklepanjem ugotoviti, ne. Si ga moraš zapomniti. Jaz si ga ne zapomnim nikoli, ne, zato pol preverim. Okej, sam enega in ne, ta ni. Aha, torej ta, na desni strani, če gledaš, da je plastika dol, je rdeč. In na levi strani je ta črn. Odlično, to je to, kar nas zanima. Tako da smo ugotovili, da na desni strani je rdeč, na levi strani je črn. Isto bomo tukaj postavili, ne. Torej, tukaj je na desni strani, vidimo, če je tukaj tudi rdeč. Ne delati nikoli tega zobmi, jaz tudi ne bi smela, si že pozabim. Se bogi zobje. Aha, tukaj tudi na desni strani je rdeč. In na... tale razpuščenče ground je pa na levi strani, namesto črnega, okej. Torej, belega ne rabimo, zgleda. Bel pa zelen sta šla proč. Okej, zdaj, kaj bomo mi naredili? Aha, tega moram še olupiti. Postaveček olupimo. Kjer sta rdeč pa črn. In bomo dali rdečega z rdečim in črnega z unim razkuštrenim delčkom. Zdaj, slekli smo oba dva kabla. Slačimo oba dva kabla, obe kabljici. In spomnite se, da če je nekaj pokvarjeno, več kot pokvariti ne moreš, da se lahko šlaufa. Ni treba, da te je strah. Okej. In ugašen multimeter, kar gre v baterije.
Potem, ena majhna stvar, ki je zelo, zelo, zelo poceni za kupiti v trgovini, ki se žal ne more z DIY-ja, zato ker je ena do nekaj redkih par uporabnih materialov, ki pač so materiali za uporabiti. So take gumice, gumice, ko so ne, ki se stisnejo takrat, ko se greješ. Zaradi tega, da jih daš okoli kabelčkov in ti potem to zaščitijo. Stanejo par centov, se jih dobi na primer v Konradu, v HT-ju, v Delgotu, v teh trgovinah, kjer se gre za bolj tehnične zadeve. Gotovo ne v obupnih trgovinah, kot so Bauhaus, Merkur, pa kakšne take stvari, tam je tak nič ne dobiš in vse ful stane. Evo. In zdaj, kar hočemo mi narediti, da damo rdečega na rdečega, pa črnega na črnega. S tem, da je treba paziti, da se jih tako skupaj da, da se potem eden drugega ne dotika, da sta popolnoma izolirana eden od drugega. To se lahko naredi ali z enim kosom izolirtraka, ne, takega črnega izolirtraka, ampak potem pride malo bolj razmetano, bi se temu reklo. Lahko se pa naredi s temi zadevcami tukaj. Jaz sem si jih zadnjič prvič kupila po ne vem kolikih letih, ko sem delala z lepilnim trakom, mislim, da absolutno navdušena. In to je ena izmed tistih redkih stvari kot šmirgelj papir pa strune od kitare, ki jih nažalost vsaj jaz ne znam še delati sama. Zdaj, kaj bomo naredili? Pripravila sem tole cevko, termično cevko, da jo bom pol gor dala. Ta dva kabelčka skupaj malo zavijem. In vzamemo malo tega. Evo, to je to. In zdaj zaščitimo na tak način, da damo pol tole cevkico čez. Evo. In mislim, to se načeloma segreva z nekim takim fenčkom oziroma nekaj takega zadeva, ampak jaz to kar s pajkalnikom segrejem. Se ne sme, če delaš to s pajkalnikom, ga sicer se ne bi, ne smeš preveč časa biti na eni točki, drugače se lahko malo požge plastika. Zdaj se je ta cevka zožila in je naredila tako lepo drži skupaj. Ja, tele cevkice pa tele rokavčke pa to je seveda treba dati, preden začneš spajkati gor, drugače nimaš kako spraviti to gor. Ja, sej, to sem zdaj jaz naredila, to zmeri malo pozadim. Bom zdaj malo razširila to cevko, to se tudi da. Ne gre pa lepo, da jo pol prerežiš in nazaj skupaj daš. Ja. Se pol spet zoža. Da bo zapravim čez tole glavo in je to. Ok, in zdaj damo še tega drugega na ground, kako smo rekli. To sicer mi ni všeč, ker je ena žička ful tanjša oziroma debelejša od druge, ampak to je pa tudi to, da polnilni kabli kitajski nimajo nobenega standarda in je to kar nekaj, vsak naredi nekaj po svoje in potem se neč skupno paše in ne sklada, ne moreš pripravljati na nič. Upamo, da bo Right to Repair postal enkrat ena realnost. Pač pravica do popravljanja, ne, da ti ne morajo mednarodne velike družbe prepovedati, da njihovo elektroniko, ki si jo ti kupil, to pomeni, da je tvoja fucking lastnina škaufaš, ne. Mislim, zakaj ne, če je moja lastnina? Čakaj, to je prepovedano, ne smeš? Ja, ti stvari, ki so, ne smeš, ne. Mislim, ker razumem intelektualno lastnino in tako dalje, ampak če ti prodajaš en produkt, si tisto zadevo prodal, zdaj, razumem, če ti nočeš svoj načrt okolje razdajati ljudem, totalno razumljivo, ne, ampak ne moreš ti pa prepovedati ljudem, da uporabijo pač dele tvoje elektronske naprave, ki si ti prodal, za svoje stvari. Pač prodal si tisto, kaj češ meče od mene, ne? Zaslužil si, tudi dosti, za eno stvar, ki je slabo narejena in jaz se pa ne smem niti popraviti, zato ker je slabo narejena.
To mi je všeč, ta right to repair. Nisem še slišala v bistvu Ne, to je v tega. bistvu eno gibanje, ki se dogaja v Evropi. Zaradi česar tudi so se takrat zdale Apple pa Microsoft sta se prav razjezila, pa ne vem, kje še kitajske družbe, Samsung. Mislim, oni ne bi tega pustili, ne, zato ker seveda Apple ne more več delati tega, kar delajo, da ti dajo eno stvar, ki barely preživi svojo garancijo in 2 minuti potem se pokvari in ti je ne smeš popraviti, to moraš kupiti novo, ki jo oni proizvajajo, ne, mislim. Ne, v Bruslju so ful debatirali o tem right to repairu in so ga hoteli že naprej pritisniti, ne, in pol so se 3-4 mednarodne družbe seveda uprle temu, zato ker so se počutile finančno ogrožene nad tem, da ljudje pač si popravljajo sami svoje stvari. Mislim, to me prav malo spominja kot na tistega moškega, ki se čuti svojo maskulinost ogroženo zaradi tega, ker obstajajo feministke, mislim. Čist isti način razmišljanja se mi zdi. Vse, kar je na USB, je 5-voltno, ne, približno cca. In tudi te volti, ne, ki piše na adapter in to ni nominalno, dobesedno 5 voltov, ne sme iti ne malo gor, ne malo dol. To je tako približno, ti dobiš 5 voltov adapter, gor piše 5 voltov, v resnici ga zmeri z multimetrom in to še sveca 8. Te stvari so tak približno, da ne smeš ti dati, če daš manj, ne, itak ne bo naprava dela, če daš ful več, načeloma lahko kaj skuriš, ne, zdaj če bi imel neko 3-voltno diodo in daš gor 12 voltov, jo boš skuril, ne. Ampak ni to pa zdaj pa te spet striktno, dobesedno točno tista številka, kakor piše, ne, ni, zato ker pač lahko greš izmeriti in vidiš, da ni, ne. Zdaj tudi verjetno odvisno, kak je kvalitetna naprava, ki je bila narejena, kakšni materiali so in tako dalje, ne. Ampak to je vse malo na hojladri, ne, mi si pa mislimo, da je to vse striktno in regulirano in realno in kaj zdaj še kaj poleg, ampak ne, ni, ne. To je vse tako malo po domače narejeno povsod po svetu. To je isto kot pri telefonih, veš, teli fast charge, ne. To ni, da je kaj posebnega, pač več amperov imajo, sicer ja, eni te fast charge imajo poleg 5-volten, še 9-volten pin in mislim, da še tisti noter neki buta, ampak načeloma, če imaš več amperov, ni nič narobe, no. Ne more se nič zgoditi. Pa tudi, če imaš več voltov, imajo danes stvari vse varovalke. Trenutek resnice! Trenutek resnice! Se polni! Smo naredili oziroma popravili kabelček. Ni treba metati stran vsak kabelček, ki ne dela. Kaj še krat dovolj to, da ga spucamo, ker tudi to v bistvu na začetku dovolj smo pol več kabelček šaufali, ma ni važno. Zadnja misel je, da ne smemo se bati probati primiti stvari v svojo roko, zato ker več ko pokvariti stvari, ki so pokvarjene, ne moreš. Lahko samo nove nastanejo. Ja, res je. Pa če komu manjka prostor za ustvarjati, naj pride kaj mimo monokla, pa naj kaj šraufa z nami.